Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške kabelske televizije. V oktobru, ki prinaša kup presenečenj, vsaj kar zadeva muhasto vreme. Diši pa že po pečenih kostanjih, na mlado vino pa bo treba še malo počakati. Nismo pa mogli več čakati z ogrevanjem domov. Toplo pa je bilo pri srcu tudi starejšim, ki so se udeležili srečanj v organizacijah krajevnih skupnosti in Rdečega križa. Na svoj prispevek pa so lahko ponosni tudi soavtorji knjige Integralna zelena Slovenija. Več pa boste izvedeli v naslednjih minutah, zato ste prijazno vabljeni pred male zaslone. Izšla knjiga Integralna zelena Slovenija, tudi s prispevki Slovenije bistriških avtoric. Pretekli teden so krajevne skupnosti dr. Jagodiča, Pohorskega odreda, Alfonza Šarha in Rdečega križa povabile k druženju starejše krajane in jim pripravile nekaj prijetnih trenutkov. V avtomobilih, četudi so zaklenjeni, ne puščate denarnic in drugih vrednih predmetov. V rubriki Lokalne novice o uspešni predstavitvi dobrih praks Slovenije bistriškega vrtca tudi v globalnem okolju ter tradicionalnem jesenskem srečanju starejših občanov. V okviru dnevov Evropske kulturne dediščine so v sredo 5. oktobra v Bistriškem gradu predstavili knjigo Integralna zelena Slovenija. Gre za knjigo, ki je pred 25. junijem izšla pri mednarodni znanstveni založbi Routledge v Londonu. Namenjena je vsem, ki želijo s svojim snovanjem in delovanjem prispevati k trajnostni prihodnosti. Uredili so jo dr. Darja Piciga, profesor Aleksander Šifer in profesor Roni Lesen. Poleg urednikov pa jo je napisalo še več kot 40 slovenskih avtorjev. Pomemben prispevek v strokovni publikaciji so prispevale sodelavke vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, ki so tudi sodelovali na predstavitvi knjige. Slovenije bistriški vrtec, ki ga uspešno vodi ravnateljica Ivana Leskovar, je namreč v knjigi predstavljen kot primer odlične prakse integralnega pristopa. Krajevna skupnost dr. Jagodič je tudi letos pripravila srečanje za starejše občane. V četrtek, 6. oktobra, sta jih v prostorih restauracije Sodexo pozdravila predsednik sveta krajevne skupnosti dr. Jagodič Srečko Juhart in sekretarka območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica Marija Bračič. V kulturnem programu so nastopili učenci in učenke druge osnovne šole Slovenska Bistrica z učiteljicami in ravnateljico Sonjo Arbajter.
Ob tej priložnosti so prostovoljke Rdečega križa prejeli tudi priznanja za svoje nesebično delo in pomoč. Sicer pa v omenjeni krajevni skupnosti beležijo kar 427 krajanov, ki so starejši več kot 70 let. Tudi v krajevni skupnosti Pohorskega odreda so se v petek, 7. oktobra, tradicionalno družili starejši občani. Za organizacijo v prostorih restauracije Sodexo sta poskrbela krajevna organizacija Rdečega križa Pohorskega odreda skupaj s krajevno skupnostjo. Starejše občane sta pozdravila predsednik sveta krajevne skupnosti Pohorskega odreda Ludvik Repoluck in sekretarka območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica Marija Bračič. V kulturnem programu so nastopili učenci in učenke osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica z učiteljicami in ravnateljico Tatjano Pufič. Babice in dedki se smejijo in skoraj nikoli ne zaspijo. Ko pa sonce bo zaslo, se novo jutro drugi dan rodilo bo. Babice in dedki so super, saj dolgo na svetu so in vsakdaj delajo isto in isto. Dedek vse ti ugodi in je tvoja sreča, ki te zjutraj zbudi, ter ki te vodi na vse strani do konca dni. Babice in dedki so vedno ob tebi, tudi ko res nisi pri sebi. Babice ti kuhajo rade, ko si zaželiš tople hrane, vedno te spremljajo do konca in vse do čistega sonca. Zato so babice in dedki, da ti stojijo ob življenjski kletki. Trenutno je v krajevni skupnosti 444 starejših od 70 let. Srečanja starejših občanov so običajno v začetku oktobra ob tednu starejših. V tem terminu so se srečali tudi krajani krajevne skupnosti Alfonza Šarha, ki so dopolnili več kot 70 let, le-teh pa je v krajevni skupnosti 276. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 12 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, 3 poškodovanja tuje stvari, ponarejanja listin in kršitev nedotakljivosti stanovanja. Slovenska Bistrica. Nekdo je v športni dvorani ukradel iz nahrbtnika športne copate vredne 60 evrov. V eni od prodajaln so zadržali osebo, ki je ukradla blago v vrednosti 1,49 evra. Zoper storilca bo podana kazenska ovadba. Nekdo je na pokopališču razbil stekla na osebnem avtomobilu in iz notranjosti izmaknil žensko torbico, lastnico pa oškodoval za 1000 evrov. Vrhloga. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo in iz spalnice ukradel 350 evrov. Božje. Udeleženec v prometni nesreči je imel na vozilu pritrjeno ponarejeno registrsko tablico, zato bo zoper storilca podana kazenska ovadba. Z področja prometne varnosti so policisti podali 3 obdolžilne predloge, izdali 48 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji in zasegli 1 osebni avtomobil. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 6-krat, obravnavali pa so še 2 prekrška v zvezi z uporabo prepovedanih drog. Spoštovani, prispeli smo do konca današnje informativne oddaje. Zakorakali pa smo v drugo polovico oktobra, ki nas je tudi v prometu presenetil z mokrimi cestišči, ponekod v višjih predelih pa že s prvimi snežinkami. Zato previdno na cesti. Pešci pa poskrbite, da boste v večernih urah vidni, bodisi s svetlejšimi oblačili ali pa z najrazličnejšimi odsevniki. Saj viden pomeni previden. Pa še to, v nadaljevanju vas vabimo k ogledu arhivskega posnetka ene od oddaj Veznega člena, kjer se je Janja Tomažič pogovarjala s pevko Katjo Koren in z atletinjo Valerijo Waldhuber. Pa srečno, kjerkoli že boste.